Ja, tako, najbolje, da se kar lotimo današnjega posla. Prvi glasbeni gost je že z nami v studiu. Po koncu pogovora seveda klasični video spot. V studiu pozdravljam Žiga Jan. Lepo pozdravljen. Živijo. Krese, ne? Ampak na spletu pa samo Žiga Jan. Je to na ključe? Ne. Si se odločil, da malo skrajša zadeva, ker že imaš dva imena? Ne, zdi se mi, da je malo predolga, če bi imel še prijem zraven, pa sem se odločil, da bom imel samo ime, oba imena. No, tako. A te mogoče kdo recimo kdaj, ko te je napovedal ali pa ogovoril, misli, da se Jan recimo pišeš? Ja, zelo veliko miša. Ja. In tudi ljudje me zelo sprašujejo, a me kličejo Žiga, a me Jan. Ja, no, to sem tudi jaz mislil vprašati. No, ja, tako, kakor ti paše. Aha, tebi je vsem, kak te pokličejo. Ja. Glavno, da je eno od tega, ne? Ja, tako. Aha. In to tvoj brat ima dva imena, ne? Tako je, ja. Kje sem si pa to napisal? Jaša Luka. Jaša Luka, ja. Tako je, ja. On ima tudi dva imena. Zakaj to? Ne vem, to pa mogel moje starše vprašati. Nikoli nisi vprašal? No, zakaj imata dva imena? Je to kako na ključe ali se dopadlo? Mogoče res samo na ključe, no. Žiga, kdaj si se začel ukvarjati z glasbeno kariero? Kdaj si naredil tiste prve korake? Z glasbeno kariero sploh ne vem, kdaj sem se začel ukvarjati, oziroma sploh ne vem, kaj je točno moja glasbena kariera, oziroma z glasbo. Z glasbo nasploh sem se res začel ukvarjati že zelo zgodaj, no. Oziroma mislim, da mi mami enkrat rekla, ker sem zelo pozno začel govoriti, da sem še celo prej začel peti, kakor pa govoriti, no, tako da pojem že res cel življenje, no, in igram inštrumente in s bratom sva, kot tudi zdaj za ta izdelek, sodelujo, delava glasbo, no, sva tudi že takrat on na harmoniki, jaz sem pel, kasneje on na harmoniki, jaz na trobenti, tako da še kasneje smo imeli skupaj band, oziroma tako nekako se je prelivala na moja glasbena kariera, če tako lahko rečem, no. Si sodeloval še v kakšni drugi skupini, poleg zdaj si solo, ne? Ja, prej smo imeli skupino Iskreni kreteni, tudi je iz Gorenjske skupina. Smo igrali tudi že na zelo lepih, dobrih odrih, izdaljeno ploščo, posneli par videospotov. Ampak? Ne bom rekel, da je zaključena zgodba, ampak je zdaj trenutno, kar se tiče nove glasbe, novih besedil, mogoče bolj vidim v tem mojem stilu trenutno. No. Ne bom pa rekel, da ne bo prišel čas, ko bom pa mogoče lahko napisal tudi kakšno pesem, ko bo pa bolj v tistih žanrih. No. Kaj je bilo pa tisti glavni vzrok, da si rekel, da hočeš pa za sebe malo še probati? Ne vem, kaj bi oziroma glavni vzrok. V bistvu sem hotel to, kar delam zdaj, sem hotel s bandom delati, ampak smo se ravno zaradi tega, ker je povsem drugačna žanr besedila, sem se potem zaradi tega odločil, no, da bom sam mogoče pod svoje ime dal in da ne bom mešal tistega s tem, ker je še vseeno malo drugače. In v bistvu mi nikoli nisem sploh načrtoval, da bom sam imel pod svojim imenom, da bom izdajal. Zmeraj sem si predstavljal kot band, no, ampak tako je naneselno in tako mislim, da bo šlo tudi v prihodnje. No. Te na odru zdaj kaj teže, ko si sam v bistvu podporo od zadaj? Ja, je bistveno teže. No. Tudi včasih vse slabe in dobre lastnosti so šle na člane bendov, se je razdelila. Zdaj sem v tem vzosu sem sama in v bistvu je bistveno teže, no, tudi je ta, ko bi rekel, je večji sigurno pritisk, ampak mi je še vseeno zdaj ta stvar, ki jo zdaj delam trenutno, se bolj vidim v njej in bolj uživam in sem vesel, da se je tako razvilo. Ravno si diplomiral na akademiji, ne? Tako je. Je zdaj po tem koraku, recimo, se počutiš kaj bolj odgovornega, da imaš več izkušenj, da boš tudi mogel tudi glasbeno več, recimo? Ja, mislim, ne, počutim se čist enak, kar se tega tiče. No. Jaz sem že prej pisal pred diplomo in zdaj, no, in mislim, da se ni bistveno spremenilo, no, kot mogoče kakšni poslušalci ali pa
Ali pa ostali tako mogoče malo drugače gledajo, kar rečejo, da če imaš diplomo, da je pa zdaj to mogoče nekaj več, v bistvu pri meni je pač isto, ne? Je pač in glasba in besedila so pač delana tako kot, je pač to, da je vse na višjem nivoju, ampak je, tudi akademija je dala ful znanja, ni pa zdaj zaradi akademije, pa, da se bi pa počutil, da je pa zdaj moram pa, ne vem, ful več delati ali pa To mogoče drugi malo bolj resno jemljajo. Ja, mogoče res je. Zdaj na akademiji je pogosto tako, da si vsak zbere nekaj inštrumentov, ki jih igra, ne? In se pol na njih tudi dela izpite. Katere si ti izbral? Trobento si že omenil, verjetno pa ta? Ja, ampak trobente nisem igral že zelo dolgo časa, no, in jaz drugač, moj primaren inštrument je klavirno, ampak nisem ga imel priložnosti izbrati, ampak smo ga imeli obveznega, no. Ampak tudi če ne bi imel obveznega, no, je meni klavir en izmed najboljših inštrumentov in mi tudi ga rečem, da je tisti inštrument, ki mi je najbolj pri srcu, pa tudi, ki največ nastopam z njemu. Katerega si še potem izbral? Ni, samo na akademiji imam samo klavir. Samo klavir. Te bomo kdaj slišali tudi recimo kakšni klavirski verziji? Jaz nastopam običajno na akustičnih zadevah, zdaj imam zelo veliko akustičnih nastopov in tam sem vedno s klavirjem in s petjem, no. Da se sam spremljam ob klavirski spremljavi in v bistvu je pač to, bolj to in v akustičnih sestavih, da me pol zraven še kakšni spremljajo, ampak jaz sem pa primarno s klavirjem. Kaj pa recimo igraš na teh akustičnih koncertih? Na akustičnih koncertih igram predvsem in v skoraj zelo veliki večini slovensko glasbo, no. Tudi hrvaško, kakšnega angleškega, zaradi tega, ker mislim, da se ful bolj predstavim v slovenski glasbi, mi ful bolj domača in je pa tudi veliko avtorskih. Zdaj delam na tem, da bom čim več svoje glasbe naredil in no, jo tudi že delam in sem jo delal in jo tudi poj na takih nastopih in ob takih priložnostih tudi zaigram. Koliko avtorskih pesmi se je že nabralo v tvoji zbirki? Ja, koliko? Ene 15 po moje, da sem jih izdal tako. Ampak v različnih sestavih. Zdaj ta, ki jo pa zdaj, ki je pa nova, je pa pač prva pod Žiga Jan. Odkud črpaš pa recimo energijo, motiv za pesmi? Pa čist odvisno iz vsakdanjih stvari, no. In velikokrat iz svojih izkušenj, dostikrat tudi iz izkušenj ljudi, ki jih dobro poznam, od prijateljev, oziroma čist kakor je, no. Super, mislim, da smo v glasbi kar nekaj povedala. Sedaj čas za našo redno rubriko. Drage davke, dragi davci, začenjamo z The Quizom. Ja, tako, The Quiz, sponzor kviza je seveda športna trgovina The Nutrition. Žiga, 5 vprašanj bomo danes imela. Prvo ti bom postavil vprašanje, če boš vedel, odgovoriš ali pa približno odgovoriš, potem pa bomo imela malo pomoči, ne? Da bom prišel do pravilnega odgovora. No, zmenjeno. Imamo šport, geografijo in pa glasbo. Tako, zdaj, ker si omenil, da si na klaviru bolj domač, bomo malo zamenjala vprašanje, da je bila prevelika prednost. Gremo prvič, šport spremljaš? Ja. Olimpijske igre? Ja, tudi je. Ok. Za ogrevanje, kdaj se je prvič pojavil tisti logotip olimpijskih iger, to so tistih 5 krogov, ki predstavlja 5 celin, katerega leta? Kaj bi rekel? Da vem. To je moglo biti že zelo dolgo nazaj. Ja. A stoletje ali kako, a letnico? Letnica imamo, ja. Lahko ti namignem, da je bilo 1900... 925. Žal ne. 20, 22 ali 24. Kjere so možne? 20, 22 ali 24. Pa 24. 24 minus 4, ne?
20. 1920 je prvič pojavil ta zanimiv logotip. Ne? Pa sem samo 5 let zgrešil. Ja, bil si kar blizu. Ne? Okay, ja. Gremo na geografijo, morda ti to bolje že. Ne? A bi vedel, na koliko držav meji Avstrija? Avstrija? 2, 3, 4. Na 5. Zadnji odgovor. Ja. Mal premal, 6, 7 ali 8? Ja, pa 6. Pa 6. Jih je pa 8. Jih 8 jih je? Celo 8 jih je, ker gre okoli in okoli. Ja. Češka, Nemčija, Slovenija, Italija. No, ja. Se jih kaj nabere. Ja, itak, ja. Ok, še eno z geografije. Postojnska jama si že zdaj obiskal? Sem. Aha, ok, boš to vedel. Koliko znaša globina Postojnske jame? Koliko metrov? Ne vem. Pojma je kar dost, ne? Ja, to je pa kar. Kar globok, ne? To pa ne vem, to pa karkoli bi rekel, bi narobe rekel. Nekaj reči. Več kot zgreši, tak ne moreš. Pa koliko, 100? 100 premalo? Ja, se pa še 110, 112 ali 115? Ja, ne, 110 verjetno. 110 plus 5. 115 je globina, največja globina Postojnske jame. Ok, gremo zdaj na glasbo, to ti je najbolj domače področje. Plavi orkestar, skupina, ki verjetno si že čuj, kako ima od njih. Ko bi rekel, da so oni izdali albumov uradnih? Uradnih? Pa 8, 10. Zadnji odgovor? Ne, ali pa se jih več, po moje se jih več. 10. 10? Ja. Preveč. 7, 8 ali 9? Pa 8. Točno. Ja, ok. Zdaj, če vprašal zadnji odgovor, pa si rekel ne, premalo in si šel iz... Ja, res, ja. Mislim, da se reče tisto, ko se prvo spolneš, ponovati tista intuicija, najboljša, ne? Ampak dobro si ugibal. In še zadnje, če bi glasbila delili na akustičen smisel, ja, to boš verjetno vedel, ne? Po akustičnem smislu, koliko zvrst poznamo pri glasbilih? Po akustičnem? Ja. Kako je to mišljeno po... Tudi sam se nas pozna glih, ne? Ampak to sem se spleta prebral nekakšne... Kako je vprašanje? Zvrsti glasbil po akustičnem smislu. Po akustičnem smislu? Ja. Tako je bilo na Wikipediji, jaz se samo ne bom spuščal. Sploh ne vem, kako je mišljeno, ne vem. Glasbila, vrsta glasbil. Akustičnih? Ja. Za vsak inštrument posebej, verjetno je vsaka verzija je akustična skoraj. Pa je to, koliko je inštrumentov, ne vem. Ali ne vem, kako bi to lahko si razlagal, tako vprašanje. Ja. Pa ne vem, bom rekel na pamet 20. 20? Kar dosti preveč, 7, 8 ali 9? A ja, 9. Minus 2. A ja, 7. Malo tako triki vprašanje. Ja, res je. Verjetno, če bi sam pogledal, potem bi, ne vem, mogoče... Katerih 7 pa je? Prosim? Katerih 7 pa ja, nisem si zabeležil. Lahko pa pol povdaj pogledam na Wikipediji. Ok, z defizom smo končali, gremo nazaj hitro k vdaji in Žiga tu nazaj, seveda. Ja, tako Žiga, še vedno z nami, kviz je preživel, je bilo težko, zahtevno. Ja, tako no, krno. Ni bilo glih splošno, ne? Ja, ni bilo, evo. To je bilo na hec, ne? Ja. Ok, ampak nisi prišel danes sem samo zaradi kviza in predstavitev tvoje kariere, ampak da predstavimo tvoj prvi, uradni videospot. Tako je. In komad, ki je zelo dolg, naziv ima Poln strahu, da ima nekdo drug. Tako je. Dolg naslov. Dolg naslov. Kaj taka je redkost, recimo, na slovenski glasbeni sceni? Ja, dolgi naslovi. Ampak nisi mogel verjetno zajeti. Ja, ne, ampak drugače, ja, za slovensko glasbeno sceno je to dosta redkost. No, v tujini se pa kar pojavljajo dolgi naslovi, no, pa tudi kar sem razmišljal, ko sva z bratom razmišljala, kako bi dala naslov te pesmi, Ana sva rekla, samo Poln strahu ne bi mogel biti. In zelo dolgo smo razmišljali, da bi bilo samo, da ima nekdo te drug, ampak da ima nekdo te drug res ne pomeni nekaj in sva se odločila, da damo Poln strahu, da ima nekdo te drug. In to tudi refreno zapoješ?
Tako je. Ja. Zdaj, omenil si brata. Brat ti je pomagal pri pesmi in je tudi tvoj menedžer. Ja, tudi je. To je tudi zelo zanimivo, ker to je tudi kar redkost, ne? Ja. In ti on dejansko pove to. Ne, on je samo zato, da se meni, da se jaz ne menjam z organizatorji. Je preveč naporno. Pa nisem jaz domač v teh zadevah, on je ekonomist, magister ekonomije in je čist domač na tej zadevi, pa tudi z mano je igra, on back vokale poje, pa bas kitaro igra in je pač zaradi tega, tako, Sej ni zdaj ta beseda menedžer je res močna, ampak tako, da se pač on pogovarja o nastopih pa z organizatorji. Kako mu gre? V redu. Zaenkrat ostaja še zaposlen? Ja, tako je. Dokler ne boje večje potrebe, ne? Tako je. Skladbo ti tudi Žan pomagal uglasbiti, ne? Tako je, ja. Kako da si se za njega odločil? Si se ti za njega odločil? Ja, tako je. Jaz večkrat, mislim, jaz zelo veliko glasbe in v Sloveniji, slovenske in tuje preposlušam in on se mi je s stilom in z njegovimi preteklimi izdelki najbolj približal temu, kar sem jaz mogoče slišal za mojo pesem, in zato smo potem rekli, da pa enkrat pač kontaktiramo njega in smo se pač pol odločili za njega. Kako si zadovoljen z njegovo vlogo v izdelku? Ja, je to tisto, kar si pričakoval? Ja, meni tudi on je imel zelo veliko vlogo, pri tej pesmi se tudi ne predstavljam, kako bi bilo brez njega in je zelo veliko pripomogel in je zelo, itak je on zelo dober in glasbenik in je zelo talentiran in je tudi sproduciral zelo tako, kakor sva si jaz in moj brat zamislila, in bomo tudi verjetno v prihodnosti še verjetno sodelovali. Zdaj besedilo, predvsem si avtor ti. Ja. Ima samo besedilo, se na kaj navezuje, ima kakšen pomen? Zagotovo ima pomen, ampak tako pesem kot videospot sta narejena na ta način, da ni ene točno določene zgodbe oziroma pomena. In tudi čisto vsak si lahko po svoje in pesem in videospot razlaga čisto po svoje. Ampak ena taka rdeča nit je pa pač to, da ima vsak kdo lahko nekoga, ki ga je strah zgubiti. Pa ni treba, da je to partner, je lahko družina ali pa prijatelj ali pa kdorkoli. O tem je, mislim, da poanta pesmi. Sam verjetno si tudi sebe tudi najdel v tem komadu, ne? Ja, zagotovo. Mali svoj izkušnji, mali pa tudi nasplošno verjetno, ne? Kako pa je bilo, recimo, ko si komad izdal ven, kakšni so bili odzivi, te je bilo kaj straha, recimo, kaj bodo rekli? Ja, jaz sem bil zelo živčen, pa nikoli nisem delal tega in tudi nikoli nisem imel prav velike želje po tej izpostavljenosti, pa po teh zadevah in tudi, ko smo mi naredili pesem in ko smo naredili spot, sem jaz ga mogel toliko časa gledati doma, da sem se sploh navadil na to, ker jaz nisem navajen sebe tako gledati in mi je bilo vse čudno, meni tudi ni bilo, mogoče na začetku mi sploh ni bilo všeč, ker sem se to, ker sebe gledaš čist drugačnimi očmi in sem se mogel najprej na to res navaditi, na celoten izdelek. Pol, ko sem ga pa izdal, pa tudi, je bilo pa tudi zelo, je težko, take zadeve so težke in se tudi izpostaviti. Se ni lahko, ampak odzivi in nasplošno vse, kar je bilo res zelo nad pričakovanji in zelo veliko ljudi me je pohvalili, mi jih pisali, šerali in te stvari, ki spadajo zraven in mislim, da si nisem predstavljal takega lepega odziva. Verjetno kar dobra motivacija za nadaljevanje, ne? Ja, res je, ja. Po eni strani je dobra motivacija, po eni strani pa motivacija, da boš še več narediti nad tem, da boš še večje, še boljše izdelke in zagotovo mi to zelo velika motivacija.
Morda tudi kakšna kritika padla vmes? Te kritike na splošno prizadenejo ali da ti še večjo motivacijo? Ne, mene nobena kritika ne prizadene in vse pogledam iz pozitivne strani in tudi ljudi, ki se ne spoznajo na glasbo, zmeraj prisluhnem njihovem mnenju, no. Ker hočem videti mnenje od vseh, iz vseh spektrov, no. In zmeraj, ko sem karkoli izdajal ali z bendom ali na drugih področjih, sem zmeraj dobil res veliko kritik, no, ampak zdaj pa prvič, da se mi pa naredil, da ne vem, če sem dobil tako kakšno kritiko res, da bi mi tako kaj rekel, da pa kaj komu ni všečno. Res so bili v taki večini pozitivne kritike, da se sploh zdaj ne spomnim, če mi je kdo rekel kaj, da ga je motil ali pa da mu ni bilo všečno. Kako je bilo pa recimo na snemi videospota, ker eni pravijo, da je tudi kar naporno in tudi kar odgovorno delo, ne? Predvsem zato, ker je bilo zame in za mojega brata to nekaj prvega, ker ko nekaj delaš prvič, ne veš, zakaj, kaj gre vse lahko narobe in gor in dol. Velik projekt je to zorganizirati in tudi je bilo naporno, tako fizično kot psihično, no, in ampak če imaš obseb ljudi, ki znajo in ki vejo, kaj delajo in ki jim lahko zaupaš, da bojo dobro naredili, te pač to uteži, da zaupaš in da lažje spelješ tako. Verjetno te bo pa tudi kar napeto pričakovanje, ko si čakal na videospot, ne? Ja, po eni strani ja, po drugi strani pa, ko smo nehali snemati, mi je bilo tako malo, da nočem recimo en teden gledati pa tako, da ne bom, da se mi vse malo umiri, da lažje pogledam pa in ja, na 14 dni en teden ni bilo tistega pričakovanja, no, pol pa je bilo pa zelo, smo zelo čakali tako, kako bo spadal pa kako bo izgledal. Zadovoljen z ogledi recimo na YouTubeu? Ja, zelo. A si pričakoval mogoče več, manj? Ne, jaz sem pričakoval bistveno manj, no. Ampak jaz sem tudi tak, da pred izidom smo se z bratom pogovarjali, da res nič ne pričakujemo, no, ker glavno je, da sva bila midva zadovoljna in da je bil en kvaliteten izdelek in konec koncev nikoli ne moreš vedeti, kaj bo hit in kaj bojo ljudje pograbili, no, ampak kar se tiče tega odziva in ogledov, sem mislil, da bo bistveno manjši, no. Zdaj za naprej, verjetno pri naslednjih komadih nameravaš za vsakega tudi snemati videospot ali je to samo za določene komade, ki ti bojo res? Ja, mislim, da bom kar za vsako pesem delal videospot. Se nam še kaj letos obeta ali je to v bistvu za letos to? Letos bom izdal samo še live verzijo videospota, akustične verzije te pesmi, samo jaz, ki se spremljam s klavirjem, potem po novem letu, no, pa načrtujem podoben projekt, podoben nov single. Neki grobi načrti za naprej verjetno album ali v bistvu postopno dodajanje komadov? Pa trenutno bolj postopno dodajanje pesmi, no. Pol bom pa videl, no, kaj se bo mogoče kaj pesmi nabral, pa kako se bojo stvari odvile, pa mogoče tudi album, ne vem. Ostaja zvest verjetno slovenskem jeziku? Tako je. Kakšen pomemben nastop, da ga danes še povemo z naše gledalce in gledalke v letošnjem letu, decembru recimo? Ne, trenutno imam zelo veliko privatnih zadev, zelo veliko igram na privat koncertih, kot na kakšnih porokah, na kakšnih večerjah ali pa kaj takega, no. In zdaj mogoče kot kakšen večji projekt, no, bom mogoče naredil kakšen samostojen koncert, tam bolj na Gorenjskem, bom zdaj te javne akustične zadeve malo zmanjšal in mogoče čez par mesecev pa naredil nekaj malo drugačnega, no. Super, Žiga, želim ti vse najboljše. Hvala, da si oglasil v našem studiu. Zdaj pa za konec bi te kar prosil, da za naše gledalce in gledalke napoveš svoj videospot, pa si ga gremo kar skupaj pogledati. Izvoli. Lepo pozdravljeni vsi gledalci televizije Celje. Jaz sem Žiga Jan in predstavljam vam
nov video spot za mojo avtorsko pesem, poln strahu, da ima nekdo te drug.